Hvala lepa, lep pozdrav. Mineva že 18. dan od napovedane davčne reforme, pa jo vlada še vedno ni predstavila javnosti. Stabilno davčno okolje je namreč ključno za normalno in dobro poslovanje podjetij in gospodarstva. Zaradi negotovosti smo se v Novi Sloveniji odločili za sklic Komisije za nadzor javnih financ. Vlada je državljane in podjetja dolžna seznaniti s tem, kakšno davčno reformo načrtuje. Kot veste, je na Brdu pri Kranju 14. marca potekal tretji vrh koalicije, na katerem so se koalicijski partnerji odločili in predstavili izhodiščni okvir davčne reforme. Napovedane so bile davčne spremembe na dveh področjih, spremembo dohodninske zakonodaje, ki naj bi stopila v veljavo v letu 2024, in spremembo zakonodaje na področju davka na premoženje, ki naj bi v veljavo stopilo v letu 2025. V javnosti je v zvezi z napovedano davčno reformo ogromno nasprotujočih si informacij in različnih interpretacij. Tudi predstavniki vlade o konkretni vsebini davčne reforme dajejo različne informacije, ki so med seboj na očitnem skladju in si celo nasprotujejo. Za slovensko javnost, gospodarstvo in nenazadnje tudi za parlamentarno opozicijo je ključno, da od vladnih predstavnikov končno dobimo uradni osnutek predloga napovedane davčne reforme. Predsednik vlade, dr. Robert Golob in ostali vidni predstavniki so v zvezi z davčno reformo napovedali široko javno razpravo, ki pa je onemogočena, dokler nimamo v rokah dejansko okvirja davčne reforme, ki jo vlada načrtuje. Tako ljudje še danes ne vemo, ali nas čakajo višji ali nižji davki, bodo naše plače bolj ali manj obremenjene. Nas čaka dodaten davek na nepremičnine oziroma katero premoženje bo vlada bolj obdavčila. V Novi Sloveniji menimo, da je način, za katerega se je vlada lotila priprave in javne predstavitve davčne reforme, nestrokoven, neprimeren, neprofesionalen, lahko bi rekli kar amaterski. Ključno je, da danes nihče, ne davkoplačevalci in ne gospodarstvo ne vedo, kakšni so načrti vlade, kar izjemno negativno vpliva na predvidljivost davčnega in poslovnega okolja. Zato v poslanski skupini Nova Slovenija od vlade zahtevamo prvič, da vlada nemudoma predloži osnutek predloga davčne reforme, natančen finančni okvir in izračune napovedane davčne reforme. Drugič, da vlada pojasni način, kako se bo izvedla obremenitev plač, in tretjič, naj vlada jasno predstavi način in obseg obremenitve premoženja državljanov in podjetij. Iz vsega naštetega je jasno, da leto 2023 ne bo leto reform, ampak leto časovnic, stresnih testov in praznih obljub. Bistven problem te vlade ni v slabi komunikaciji, to je moje mnenje, ampak je v tem, da komunikacija je prazna in brez vsebine. Po mnenju Nove Slovenije morajo biti cilj davčne reforme nižji davki in ne višji davki. Pri davčni reformi je za Novo Slovenijo ključno, da se razbremeni delo, ljudem mora od dela ostati več. Posebno pozornost moramo nameniti krepitvi srednjega sloja, saj je dober položaj srednjega sloja pomeni blaginjo za družbo. In kot drugo, za razvojni preboj Slovenije je ključno, da zadržimo najsposobnejši razvojni kader, zato stavimo na razvojno kapico.